Spoštovane dijakinje, dijaki, spoštovani gospod ravnatelj, profesori, starši, gospe in gospodje. Hvala, ker ste me povabili na današnji dogodek, ki ga doživljam, če v par beseda strne moje občutke o tem dogodku, potem je to navdušenje, ponos in optimizem. Navdušenje nad vašo kreativnostjo in angažmajem. Ponos nad dosežki. In optimizem nad prihodnostjo, ki boste kmalu sooblikovali na vseh področjih dela in življenja. Zgodovina je polna zgodb o velikih zmagah v trenutkih še večjih preizkušenj. Polna je pripovedi o porazih, ki so nas naučili več kot največje zmage. Gimnazija Ljutomer je del vaše osebne zgodovine, del vaših osebnih zmag in novih modrosti o premagovanju osebnih porazov. Vendar del vaše mlade življenjske izkušnje je tudi Ljutomer, mesto, ki ga opazujete na poti v šolo, kraj, ki ga doživljate ob druženju s prijatelji, ob nenavadnih in zanimivih dogodkih ter prijetnih formalnih srečanjih. Brez vas Ljutomer ne bi bil isti. Čutimo vašo mladost, vašo neočakanost, da poletite v svet in se vključite v tok dogajanja, odločanja in ustvarjanja. Boljši smo zaradi pozitivne energije, ki veje iz vaših prizadevanj za uspeh v šoli in ob njej. Zato nam je vseeno, iz katere občine vsako jutro prihajate in v katero se vračate včasih tudi pozno večernih urah. V Ljutomeru ste vsi dobrodošli in nas vse gledamo kot na naše gimnazijce. Zato iskreno želim, da bi v vašem spominu ta čas mladosti obenem bil zaznamovan kot čas veselja in sreče, kot nekaj enkratnega, neponemljivega in prijetnega. Številne nagrade in odlične uvrstitve na tekmovanju znanja in drugih preizkušnjah pričajo o tem, da delate dobro in znovu potrjujejo, da vam ob strani stojijo ljudje, ki uresničujejo del svojega življenjskega poslanstva skozi predanost do vašega uspeha. Za profesionalnost in trud jim gre iskrena zahvala. In prepričana sem, da jim vaši uspehi pomenijo mnogo več, kot gre sporočiti z besedami in dejanji zahvale. Drage dijakinje in dijaki, izjemni uspehi, ki jih danes praznujemo, imajo še en vidik, ki ga je vredno poudariti. Življenjski cilji, ki so nam izhodiščno ponujeni, šola, matura, študij, služba in tako naprej, so vse generični ponovljivi cilji, ki jih lahko uresničimo na generičen in ponovljiv način. Pred vami je maturiralo 1000 dijakov, ki so imeli ta jasen, vendar zelo preprost cilj. Zgolj okljukati vsa opravila na poti do spričevala, diplome, zaposlitve. Veliko jih je bilo pri tem zelo uspešnih, vendar mnogo manj jih je ob teh ponovljivih ciljih zasledovalo lastne, enkratne, osebne, po meri narejene cilje. Mnogo manj je odkrilo področje, na katerem presegajo povprečje. Področje, ki jih žele naprej, ki v njih sproža občutek nepremagljivosti, področje, na katerem žaru napuha ne vidijo omejitev, ampak zgolj izzive, ki jih želejo v nove zmage. Prepričana sem, da ste vsi danes brani začutili področje, na katerem ste v določenem smislu neponovljivo dobri. Prepričana sem, da ste na dobri poti odkrivanja tistega, kar imate radi, kar vas veseli, vas navda z radovednostjo in prizadevnostjo, tistega, za kar vam ni težko vložiti dodaten napor in trud, za kar ste se pripravljeni strastno boriti. Odkrivajte tiste aktivnosti, pri katerih imate občutek, da obvladate bolj kot kdorkoli drug v prostoru. Nikar ne pozabite, da v deželi poprečne splošne odličnosti kraljuje nadpoprečna izjemnost. Zato vlagajte v vašo izjemnost, vzemite si čas, delajte za osebne izzive in ostanite zvesti svojim talentom. Zaupajte in stavite nase. To je najboljša pot do nepomerljive prihodnosti, ki je samo vaša.
pot do iskrene sreče. Pred tem vam želim res veliko uspeha. Strgam